Fizično nasilje je nekaj, kar ne spada v Formulo 1. A v zgodovini smo videli kar nekaj primerov, ko so vozniki svoj nivo komuniciranja iz tistega verbalnega spremenili v enega bolj grobega, bolj fizičnega. Zadnji primer je tisto prerivanje med Verstappenom in Oconom po veliki nagradi Belgije v sezoni 2018. Nekaj, kar je FIA obsodila in Maxa Verstappena kaznovala. In čeprav bi mnogi lahko rekli, da tista kazen je bila bolj podobna neki nagradi, tudi tisto prerivanje, po mojem mnenju, je bilo daleč od pretepa. A na raznih platformah lahko vidimo posnetke mnogih primerov, ko so vozniki bili dosti bolj grobi. Naprimer, tisto boksanje Nelsona Piqueta proti Salazarju, ko se ni strinjal z njegovim načinom vožnje, oziroma tisti sramotni intervju, ko sta se spoprijela Sera in Boezel. A to so primeri, ki jih vsi neskončno ponavljajo. Poglejmo si neke druge primere, ki nam bojo bolj pomagati razumeti, kaj se dogaja v voznikem samem, ko pride do tega, da bo eksplodiral, oziroma tik pred tem. No, tik pred tem je nekaj, kar je danes v današnji Formuli 1 dokaj pogosto, kajti dobil sem kar nekaj primerov, ko je malo zmanjkalo, da bi zapele pesti. Naprimer, tisto izmenjavanje mnenj med Vettelom pa Kvyatom na veliki nagradi Kitajske 2016. Med Truljem in Sutilom leta 2009, Maso ter Alonso na veliki nagradi Evrope 2007, ter med Fisichella in Villeneuvom 2006. Kar nekaj primerov, ko je res le kamera verjetno preprečila, da ne bi zapele pesti. A imamo, kot sem povedal, v zgodovini kar nekaj primerov, ki nam bojo pomagali razumeti, zakaj do tega pride. In pojdimo kar najbolj v preteklost, kot je možno. Leta 1937, velika nagrada Tripolija, spopad med Fagiolijem in Caracciorom. Predtem sta bila oba moštvena kolega pri ekipi Mercedes in Fagioli je bil tisti, ki je bil zmeraj postavljen ob stran v nemški ekipi. Bil je Italijan in ni mogel dobiti prednosti pred Nemci, čeprav je bil mnogokrat hitrejši. Zato je tudi zamenjal ekipo, zapustil Mercedes in šel v Auto Union. Ja vem, druga nemška ekipa, a pustimo zdaj to pri strani. Na dirki v Tripoliju 37. je bil Caracciola počasnejši od Fagiolija, a znašel se je pred njim in ga zadrževal ga je toliko krogov, da je Fagioliju na koncu zmanjkalo časa, da bi pridobil kako boljše mesto kot četrto. Fagioli je bil poln frustracij iz prejšnjih sezon, šel je do boksov Mercedesa, po tleh dobil kladivo, tisto kladivo, ki so ga rabili pri menjavi koles, ter ga zalučil proti Caraccioli. Na srečo ga ni zadev. Mehaniki Mercedesa, ko so to zagledali, so planili po koncu in na silo dvignili in odnesli Fagiolija ven iz boksov. In to po virih je konec tega pretepa. Podobno kot smo videli 1998. v Spaju v Belgiji, ko je Michael Schumacher planil v bokse McLarena ter se hotel lotiti Davida Coultharda. Dobro, da so imeli mehanike ob njih, da so ju ločili, kajti bilo bi lahko res hudo. In verjetno v tisti naši predstavi voznika Formule 1 je najbolj vročekrven James Hunt. Poznamo dve epizodi, ko je tudi on uporabil pesti. A žal jih je uporabil na način, da so nastradali tisti, ki so bili nič krivi. Prvi primer leta 1977, Mosport, Kanada. Zapela sta James Hunt in Jochen Mass in oba odstopila od dirke. James je izgledal malo zmeden, bil je tam ob svojem bolidu, gledal nekam v daljavo, a bil je še zmeraj na tisti izletni coni. Eden izmed teh varnostnikov je prišel do njega, da ga povpraša, ali rabi pomoč, ali z njim vse v redu, kajti bil je na sorazmerno nevarnem mestu. James Hunt ga verjetno ni niti zaznal, ni vedel, kaj se dogaja, le obrnil se je in s pestjo mahnil po glavi. Opravičil se mu je in prav tako zmedeno odšel do bokse. A drugi primer, bistveno malce manj znan, a bolj zanimiv, se je zgodil na veliki nagradi Monaka 1975. V žaru boja dirke sta zapela James Hunt s Hesketom še takrat, pa Patrick Depailler.
James Hunt je bil prisiljen odstopiti in ko je bil tam ob robu proge, ko so komisarji odmikali njegovega Hesketa, je mimo pridrvel ponovno Patrick Depailler. In videlo se je Hunta, kako je začel mahati proti Francozu in mu groziti, da bo že videl po dirki. Varnostni komisarji so mu hoteli samo dobro, kajti ne moreš groziti nekomu sredi proge v Monaku in mu mahati, medtem ko drugi vozijo na polno hitrost mimo. In James jih je začel odrivati. Seveda epizoda, ki kaže na vroče krvnost karakterja, a ne na hudobijo. On je bil takrat v nekem afektu in mislim, da nikogar ni hotel mahniti. Tisti, ki je po mojem mnenju v bistvu največji pretepač v Formule 1, bo pa nekdo, ki bo marsikoga presenetil, namreč Ayrton Senna. Vpleten je bil kar nekaj pretepov, tistih pravih pretepov, da ne bo pomote. In čeprav je po karakterju nekdo, ki izgleda tak miroljuben, filozofski, izjemno duševen človek, je bil eden, ki je kar precejkrat uporabljal pesti. Spomnimo se samo nekaj primerov in enega bom podrobno opisal. Naprimer, tisti pretep, tisto izmenjavo mnenj med Schumacherjem in Senno v Franciji 92, o katerih imamo celo nekaj fotografij, in seveda tisti nokaut, ki ga je dal Eddieju Irvinu na veliki nagradi Japonske 93, tudi zgodovinsko znano dejstvo. A tisto, kar je najbolj zanimivo, je tista izmenjava mnenj med Nigelom Manselom in Ayrtonom Senno na veliki nagradi Belgije 1987. Malce manj znam primer, a bom rekel vreden filma z dialogi, ki so podobni tisti, ki jih vidimo v filmih Sergio Leonea. Namreč na veliki nagradi Belgije v prvem krogu sta oba zapela in za posledicami tega trka oba odstopila. Mansell je bil besen. Bil je tako besen, da je poiskal Senno ter ga pritisnil ob zid. Primil ga je za to negorljivo obleko, ga povzdignil, mu zaprl zadrgo ter mu povzdignil vrat. Povedal mu je, da naslednjič, ko bo poskušal tak manever proti njemu, se bo moral prekleto bolj potruditi. Senna je kasneje odgovoril, da ko je videl Mansella, ko sopiha proti njemu in ko ga je povzdignil in treščil ob zid, si zagotovo ni mislil, da se mu hoče opravičiti. Seveda, tako pravi legenda, tako pravijo priče, kajti o tem posnetku seveda jih ni. A da se razumemo, zakaj se takrat je bilo to možno in danes verjetno ne. Zavedati se moramo, da v trenutku tiste frustracije, tiste jeze je možno marsikaj v vsakem človeku. In mnogi mislim, da ukolikor bi malce premislili, ne bi tako reagirali, kot so. A danes so vozniki, ki imajo razne kamere na vsakem kotičku, kakega trenutka, da bi si lahko sami povedali, kaj gre med njimi, v resnici nimajo. In mnogi verjamem, da to tudi izkoriščajo, kajti govorijo neke stvari samo, da bi, bom rekel, izzvali nasprotnika, da bo naredil kaj takega, kot bom rekel, fizičnega proti njim. In to je tisto, kar je velika razlika med preteklostjo in sedanjostjo. Danes smo mi, publika, tisti, ki zahtevamo, da vidimo vse, marsikdaj preveč v Formuli 1 in ne damo več voznikom tistega miru, tiste možnosti, naj si povejo na samem, kar jim gre. Nasilje seveda ne spada v Formulo 1, je razumljivo ali opravičljivo. Ampak tudi naša vsiljivost, bom rekel, v njihovo intimo, v njihove osebne pogovore je marsikdaj pretirana. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.